Tanja, ko so se pogovarjali za tale večer, je nekako spontano prišlo po mailu do tega, zakaj pa ne, si mi zapisala. Knjiga je orožje, vzemi v roke, prosto po brehtu. In to je še vedno tak lep izrek, koliko pa je v 21. stoletju še resničen, koliko je knjiga še orožje in proti čemu se mogoče s knjigo danes boriti? Ne vem, imam tudi, ko je Brecht to rekel, je bilo že isto vprašanje. Mislim, se mi zdi, da vedno je pač, količina ljudi, ki so prebirali, bila vedno verjetno majhna. Jaz vsaj upam, da ni ta nukleus ljudi, ki jih knjige zanimajo, da se ni zmanjšal. Ne glede na te seveda zdaj neke alarmantne podatke o upadanju branja, o tem, da je v bistvu internetno branje v bistvu začelo odplavljati literaturo in predvsem to, kar mene bolj skrbi, je, da v bistvu internetno branje zdaj vse več raziskav kaže, da v bistvu na nek način ni adekvatno, da se bere po diagonali, da možgani drugače funkcionirajo. Nam so že pred leti dali navodila za članek, da napišeš dober uvod, ki bo pritegnil, potem je čist brez veze, kaj pišeš naprej, ampak pazi, da bo konc dober. Zaradi tega, ker pozornost na ekranu računalniškem začne upadati po prvem odstavku in potem v bistvu tam je to največje tveganje, da bo kliknil drugam. In če ga nekako propeleš do konca, ki ne sme biti preodveč oddaje, potem bo ta konec, če bo dober, ga bo v bistvu pritegnil. In naslednji teden je ravno neka strokovnjakinja za branje na internetu v Ljubljani, Ana Mangan se piše, in ona je prav raziskovala resno te učinke teh generacij, ki ne berejo več papirja, ampak računalnike. In kako pa za vas, ki pišete v medijih, ki so zdaj tako na papirju kot v elektronski obliki in se v elektronski obliki jih je treba še tržiti, dobro na papirju tudi, ampak še drugače. Kakšen je pa ta svet zdaj postal? Ja, po eni strani bi mi morali biti na nek način celo veseli te elektronske oblike časopisa, ker tam ne bi bilo omejitev. Zaziroma na to, da pač v liter gre samo liter in na eno stran pač ne gre več kot 8000 znakov pri nas, ker imamo manjši format. Bi človek rekel super, zdaj pa ko bomo imeli na internetu, bomo pa lahko končno napisali vse, kar imamo zapovedati, ne da bo treba krajšati. No, resnica je, kot sem rekla, ravno obratna. Na internetu zahtevajo še krajše članke. In tudi, recimo, te bolj zahtevni članki, vse tam je ugaseno. Da hitro samo naslove pokazati, pa ne gre. Ja, skratka, v bistvu pač ta časopisi na internetu bodo zahtevali še krajše, kar pa pomeni, seveda, če prevedem to v literaturo, da bo informacije slabše, bolj bombastične in krajše. Tako da knjige so pa še vedno zatočišče, ki ponuja prvič mnogo zelo različnih oken v svet, se mi zdi, ne? In po drugi strani tudi povečevalno steklo od precej večjim podrobnostim, detajlom, nijansam, tako v vsebini kot v formi, jeziku. Koliko tebe navdihujejo pri tvojem ustvarjanju pisanju? Mene so knjige navdihovale, pa še brat nisem znala, se mi zdi, meni so se njemu dopadli. In tudi to fizično, to taktilno, je zame strašno pomembno. Jaz si recimo zelo dobro zapomnim pač grafično stran. Zapomnim si tipologijo črke, zapomnim si, kje je bilo kaj se skušam spomniti napisano. In tega na internetu ni, ti nimaš več teh oporišč. Ok, menda zdaj to seveda si lahko se označujejo, ampak zdaj, ko bova midve začela v knjigah govoriti, bom se jaz, recimo, če bom hotela kaj poiskati, bom se spomnila, kje na strani je bilo to, Mislim, da je cela vrsta pomagal, ki jih pač ta knjiga ima, poleg tega, da je super držati, da so ene lepe, ene pa res nagražne. Tale spodno, bom kar pokazala, kjera sem zdaj res nagražna. Mislim, Sabina je super, ampak grafika.
da je knjiga dejansko nek predmet, ki ga lahko zljubiš zaradi vsebine in zaradi oblike in ki lahko noter take delaš takele, vzorčke, ko jaz, ali pa noter počrtavaš in vsakič, ko jo potem vzameš ven, se v bistvu na nek način še enkrat zavrti tisto, kar si prvič videl. In zelo zanimivo je, da kadar recimo beremo za kom drugim, ki je počrtaval ali pa si tako zaznamoval, da smo začudeni, kaj za vraga je počrtaval. To je meni smešno, ker s kolegom z Denetom Brljovcem si recimo to teorijo izmenjavava. In jaz se vedno za glavo držim, pa kaj si šel to počrtati? To je brez veze, to ni. In seveda obratno. On tudi meni govori, kaj ti neki stvari počrtavaš, meni ti sploh ni bilo. Mislim, kar pomeni, da res je pač neizčrpna, da rečem, možnost interpretacije. Pokaži mi, kaj podčrtaš in povem ti, kdo si. Ja. Se pravi, Tanja Lesničar-Vučko pravi elektronska knjiga ne hvala, čeprav razumem, ali... Mislim, po mojem je super, ker ne moreš zraven nestih toliko, Mislim, verjetno ima neko praktično uporabnost. Jaz je nimam in niti ne želim, ampak predstavljam si, da če bi šla za 2 meseca na samotni otok, bi verjetno lažje zraven nesti, ampak ne bi imela baterij. Verjetno je nek dober pripomoček, ampak ne zdi se mi, da bi bilo res pametno čisto ne bi mogla da dozvesti. Tanja, vsakemu gosti dam nalogo, ki se vedno izkaže za težko izbrati 5 knjig. V zasnovi teh večerov smo rekli 5 najljubših knjig, pa se je potem izkazalo, da to je sploh preveč banalno vprašanje, tako da zdaj je ključ izbora, kakršenkoli si gostja želi. In kakšen je bil tokrat pri tej repeterici knjig, ki je pred nami? Ja, kot rečeno, jaz 5 najljubših knjig se ne bi več mogla spomniti, sem že prestara, sem to prebrala, da če več ne vem, katere so mi bile najljubše 10 let nazaj. Zato sem se v bistvu osredotočila enostavno. Mislim, če človek tako profesionalno bere, kot beremo mi, je ta vprašanje najljubše knjige, se mi zdi, saj vem, vsak je imel, ne vem, Nusila, pa ne vem, Čarobna gora, pa to, te mladostne formativne knjige, pa Solzice, pa kaj vem, kaj še vse. Ampak to ne bi zdaj verjetno bilo pametno, da zdaj Solzice prinesem, pa se tukaj se zimamo. Po želji. Ja. No, meni se je zdelo, da je boljše, da to neko zadnje obdobje, to, kar sem v zadnjem času brala, pogledamo, ker sem ga brala tudi seveda z sedanjega vidika in sedanje perspektive in tudi se mi je vedno zdaj za vse knjige, da ima neko aktualistično noto. In tudi razmerje teh knjig je zanimivo, 3 so teoretske, 2 sta leposlovni. Ponavadi tarajo založniki odličnih teoretskih del, da sploh število bralcev teoretskih del upada. Zakaj je dobro, da beremo teorijo? Zakaj ti rada bereš? Ja, meni se zdi, da je seveda literatura v enem obdobju, predvsem v otroštvu, mladost in da rečem to obdobje, da je literatura seveda neprimerno boljša. Prvo zato, ker teorije niti dobro ne razumemo, drugič pa zato, ker pač leposlovje dosti bolj direktno vpliva oziroma vstopa v človeka. Zgodba je pač nekaj, kar nekako zelo lahko ponotranjamo. Teorija pride seveda potem kasneje ali študija ali pa iz interesa. In meni je teorija res zelo dober tudi poklicni inštrument. Mislim, čemerkoli pišeš, v bistvu je vedno dobro, mislim, iz tega področja imeti neko teoretsko oporo. Jaz ne moram reči zase, da je background, ker sem tak nek tavžen kunstler, ko se vse vtaknem in se o vsem pametujem, kar seveda popravičeno očitate. In vseeno seveda se trudim nekako vendarle najti neke teoretske, da rečem, izpeljave tega, o čemer pišem, da ne bi kar visela v zraku. Tretja stvar, ki pa je pri teoriji, meni je zelo dobro, ker v bistvu vstopam v neke žargone in v neke svetove, ki so mi tuji in recimo zdaj, ko sem tudi to o tem spol, družbeni spol, in je to pač je v bistvu genetičarka, oziroma biologinja je avtorica in pač ima ta diskurs trde znanosti, ki je meni seveda popolnoma nerazumljiv, tako na nek način, kot da bi latinščino brala, ne bi nič malo razumela, ampak v bistvu ta referendum, ta potujitveni učinek, da ne razumeš, te na nek način seveda malo bolj sili, da malo bolj
misliš stvari, no? Da se vrneš, da še enkrat, kar se mi zdi, da je dobro, kadar hočeš kakšne stvari doumeti, no? Da ne gre pregledati. Tako da se je dobro potruditi, ne? Razumeš se še čevalj ne obuje, misli se pa tudi sploh ne brusi. Tako smo ravno pri družbenem biološkem spolu, v knjigi sami bomo sicer šli kasneje. Tudi 3 avtorice so na seznamu, 2 avtorja po biološkem spolu, po družbenem mogoče tudi, ali pa tudi ne. Tako da... Jaz se pravim, to je tudi kak ključ, ali je to... Ne, res je bilo na ključje. Kot rečeno, ko sem se dopisovala, sem bila bolna in seveda sem pač brskala tam doma in ugotovila ravno za to knjigo, da jo imam očitno že nekaj časa doma in da sem pozabila na tistih upih. Ni bilo, mislim, še pri leposlovju še najbolj res tako zbirala. Te 3 teoretske so bile pa res tiste, ki sem jih nedavno brala ali pa take sem jih pa na ključu pojavila. Čeprav jaz potem vedno se mi zdi, da se neka zgodba skonstruira. Tako se mi tudi zdi, da teh 5 knjig ima neko štorijo. Ima nek lok in potem v vrstnem redu se jih bova tudi lotili. Na začetku leposlovje, na koncu leposlovje in vmes malce poteoretiziramo. In hvala Tanja tudi, ker si prinesla knjige seboj. Zdaj si lahko tukaj ogledate tudi, kako izgleda to študijsko gradivo Tanje Lesničar Pučko. Smem manjkar pokazati, mogoče tole, ki se mi zdi zelo ilustrativna, tako zveč. Te barve nimajo nobenega pomena. To je nadgradnja, ker še nisem. To je samo, mislim, to bi bilo seveda res, če bi v bistvu z barvami definirala različne topovi, ampak tam še nisem. No, ampak te knjige so bile globoko prebrane, kot bi se rekli. Ja, pa zato, ko se začela tako pozabljati, zdaj na stara leta, da si red bolj zaznamujem, kot se zanesem na spomin. Ampak začeli bova torej, kot rečeno, z leposlovjem in prva, ki so jo izbrala, ruska pisateljica Ljudmila Ulicka in njen roman Daniel Stein, Prevajalec, v prevodu Lijane Dejak. Tako še malo pokaževa. Ta knjiga je bila v Rusiji velik bestseller. Nekateri se šalijo, da zato, ker so mislili, da je Daniel Stil, ker so na hitro pogledali Daniel Stein. Dejansko pa je zgodba o prevajalcu, ki dela za Gestapo, ampak preko tega rešuje svoje judovske sobrate, tako rekoč. Zakaj si ta knjiga zasluži biti bestseller? Mislim, zato, ker je pač očitno Rusija dosti pametna država še vedno, ker pač ja, v Ameriki je Daniel Stil bestseller, v Rusiji pa očitno še vedno obstaja neka kritična masa bralcev, da lahko taka knjiga, se ne vem, kakšne so podatke, ampak ne vem, 20,000 takoj v prvi izdaji. Ker je knjiga v bistvu zelo zahtevna in tematsko seveda ni ravno, kako bi rekli, lahkotno branje, ne? In mene veseli, kadar take knjige dejansko prodrejo ne glede na svojo zahtevnost. Zahtevna je v bistvu ne samo vsebinsko, ker pač holokaust in to ni ravno lahko čtivo, že po definiciji, ampak zahtevna je tudi formalno. Napisana je v bistvu, to bi rekla, to je epistolarni roman, to so pisma, ki sestavljajo različnih ljudi, različnih dopisovalcev. Nekateri pač se dopisujejo med sabo, nekateri omenjajo neke osebe iz nekih drugih pisem, ampak v bistvu so neki tokovi, ki pa se sploh ne križajo. Kar ni običaj klasičnega epistolarnega romana, kjer na nek način vsi vstopajo v isto mrežo. Tukaj je pač več mrež, med drugim je tudi ena čisto autofikcijska, ker sama avtorica v bistvu se dopisuje za svojo svetovalko o tem, kako naj napiše in kako je v bistvu zabredla v neko neznosno situacijo, ko se ne more več iz te mreže dopisovalcev, likov, ki jih je sestavila, da več ne more ven, da se je zaplezala se eno. Tako da je zelo veliko različnih ravni teh pisem, ki v bistvu zelo počasi konstruirajo zgodbico. Meni je v bistvu na nek način ta lik osrednji, to je nek mlad fant, najstnik jud, polski jud, ki po nekem spletu okoliščine seveda ostane ob vdoru Nemcev sam. In ker je perfektno govoril nemško, ker je bil pač v nemških šolah,
ga ta nemščina brez naglasa, brez judovskega naglasa, seveda mogoče polskega, ampak brez judovskega naglasa, ki je bil takrat očitno zelo določujoč in je seveda testal takoj glave. Ta nemščina, skratka jezik, da rečem, sovražnika, ga reši in zdaj pač on začne reševati ljudi, no, kot se reče. Je res prevelec pred Gestapom, ampak ker toliko informacij in toliko tega ve, seveda to uporablja za to, da bi reševal Rude, Poljake in tako naprej. Ampak v bistvu, kar se meni zdi, da je v bistvu velika zgodba te knjige je, kaj je dobrota in kaj je junaštvo, no, tako rečem. Kako v bistvu še posebej, ker to naredi, ker je otrok, ker je najstnik, ker je nekdo, ki še ni dovolj formiran, da bi lahko rekli, da ima to, ne vem, da je impregniran z vojo, z vero in s čimrkoli, kar bi ga peljalo na dobra pota, no. In to vprašanje se meni skozi zastavlja, ne, zazirom na to, da ta religiozni diskurs skozi govori o tem, da se človek rodi zel in da je zelo močnejši od dobrega in tako naprej, se mi zdi vedno vprašanje tega, odkot pa ta dobrota prihaja. Ne. Se pravi, zanimivo vprašanje, ne? Ker velikokrat se ljudje sprašujejo, odkot prihaja zlo, ampak ti si ga zastavila drugače, ne? Odkot prihaja dobrota. To se mi zdi zanimivo. Ja, mislim, tako kar se zla tiče, ne, pač najprej je ta Bog, mislim, že to čudno nastavil, da bi se že zli rodili pa greh, izvirnika, vse skupaj. Drugo pa, tako zgodba o Kainu pa Abelu, ne, vemo, odkot je prišlo zlo, zato ker sta bila starša krivična, ne. In sta pač enega otroka imela rajka drugega. Zato vsi, ker nismo edinci, vemo, kako to boli, kadar dobi eden neki toliko več kot ti, ne. Tako da, recimo, da se zlo poraja, ne v izvirnem grehu. Zlo se poraja v tej neenakosti, da rečem, že osnovni neenakosti, ne. Ampak dobrota se mi zdi pa dejansko dosti bolj enigmatična. Res se mi zdi enigmatična zaradi tega, ker vsi poznamo, tudi iz vsakdanjega življenja, poznamo neke zelo dobre ljudi, neke ljudi, ki čutiš, da je organsko dober, da je organsko, tako da je dobrota nekaj organskega. Mislim, da v eni izmed teh knjig, pa zdaj, ker sem sklerozna, ne vem kateri, nekdo točno omeni to formulacijo, ki je meni dejansko tako blizu, da je nekdo lahko organsko dober, ne da bi bil nek grozen premislek, neko intelektualno vložek, nek čustven napor, ampak da je dober po sebi, no, tako rečem. Ne vem, zakaj Judje o tem znajo tako dobro pisati, ampak tisti, ki ste brali Prima Levija, se verjetno spomnite, da on v eni izmed svojih knjig, ne, če smo ravno pri judovski tematiki, v eni izmed svojih knjig opisuje enega sojetnika, ki deluje kot angel, ki je nekako povsod, ki se mu nič ne zgodi in rešuje in pomaga in ne vem, najde neki košček hrane in ga da naprej in vse. In jaz sem kasneje ugotovila, da je ta človek, o katerem Primo Levi govori, je v bistvu Jean Améry. To je en taboriščnik, ki je se pisal drugače, ki je bil pač avstrijski jud in potem se ni hotel več pisati s tem nemškim imenom in se je preimenoval Jean Améryja. In on je v resnici ta lik, no, da rečem, iz Prima Levija, in on sam je pa tudi svojo taboriščno izkušnjo popisal, ampak malo zatem se je ubil, tako da je naredil samo dve drobne knjigice. Ampak zanimivo se mi je zdelo, da ni izmišljija, ne, to tak Daniel Stein, ker tam tudi je realna zgodovinska oseba v vsej fikciji, ne, da so v bistvu v teh ekstremnih situacijah mogoče ti angelski ljudje, ta dobrota, na nek način bolj postali vidnejši. Seveda, danes biti tako neizmerno dober bi pomenilo, kaj jaz vem, s transparentom pred vlado protestirati za ukinitev, ne vem, podpore za otroke, za mlade, za stare, za nas, za vse. Mislim, hočem reči, ekstremne situacije zahtevajo tudi neke ekstremne manifestacije dobrote, no? In to meni je marsikaj je seveda v knjigi zanimivo. Tudi ta njegova soft pot čist mehko potuje iz judovstva, katerega je narojen in tudi zgojen v judovski šoli in potem kar naenkrat v krščanstvo in niti ni čisto jasno, zakaj se je pravzaprav spremenil vero, redu tam na Poljskem je pol prišel v nek samostan, pa so mu pomagali, ampak to za spremembo vere je premalo. Ampak pol kar in gre kar v Izrael in se tam kar z muslimani, potem nekako, kot da je ta angelski, zdaj zato mi je tam Améry, kot da drsi nekako
čez vse to gorje in čez vse te razpoke in schizme in verske in ideološke in politične in vojne in tako naprej in se ga nekako ne dotakne. In kamor pride v katerikoli koži je, dela dobro. To se mi zdi dosti zanimivo. Je mogoče kakšen odlog na to temo, ki bi ga želela prebrati, slišimo, kako se to sliši? Jaz bom videla, da sem se tega zaznačila. Prvo bi morala dati vseeno malo več luči, vse vročujem. Radi smo bolj osvečeni. Ja, ne, sej prav, to ženske na mojih let nimajo rade premočne. Hvala. Mislim, težka bo, ker to so pisma, ne, ki v bistvu mic po mic, kot se reče, sestavljajo zgodbo in ni nekih visoko letečih pasaž, no. Ne, mislim, da nima smisla. Aha, okej. Ne, mislim, da nima smisla. Mislim, da je dejansko ravno ta konstrukcija zgodbe z različnih vidikov, ne. V bistvu na začetku čisto dobro ne veš, zakaj se stekajo ta pisma na njega, ne. In ob vsej tej grozoviti zgodbi, ker namreč to je iz nekega, to je v Belorusiji se dogajalo, skratka, mislim, iz nekega poljskega geta ti ljudje pobegnejo, ko vidijo, da bo res konc, šale ni več, in preživijo, ne vem, 1 leto ali koliko v neki podzemni luknji. No, res je pregnano do dramatičnosti, ampak hkrati je pa ta nek, ne vem, ne samo preživetveni učinek, ampak res ta, kot da se dejansko človek lahko umakne, no, iz tega zla, no. Tanja, hvala, da si mi predstavila to knjigo. Kot rečeno, Belorusija je velika uspešnica, nekateri so jo tudi označili za vojno in mir 20. stoletja, da se to zadeva tudi visoko leteče, ampak sem pa ob tem razmišljala, ker v Sloveniji je šla zelo mimo, jaz ne vem, kdo od vas pozna, da tukaj je veliko knjigoljubcev, sveta poznajevo, 7% je še vedno relativno nizek. In sem razmišljala, se ti zdi, da mi je mogoče zožil horizont tega, koliko literature in na katero literaturo smo recimo v zadnjih 10 letih postali pozorni. Ker se mi dozdeva, da recimo, če je išla neka knjiga, ki je bila tako vsebinsko kot formalno vrhunska in poleg tega še prodajna uspešnica v Rusiji, recimo pred, ne vem, 50-100 leti, bi recimo v Sloveniji veliko bolj vedeli za to. Ne? Danes se mi zdi, da se mogoče s to globalizacijo, vsaj moj občutek je tak, tudi recimo svetovnih literatur, da poznamo veliko slabše, kot smo včasih. Je to občutek tudi tak? Mislim, predvsem je res hiperprodukcija, ne? Izide tako neverjetno veliko knjig, da danes res že ne moreš imeti nekega pregleda. Vse to govorijo tudi ljudje, ki delajo v založbah in ki odločajo o založniških programih. To je nepregledno zdaj, ne? Nepregledno je seveda tudi zaradi tega, ker je proporcionalno rase tudi slaba, ne? Mislim, se tiska slaba literatura ali pa slabe knjige, ki pač enostavno preplavijo. In tudi seveda verjetno proporcionalno enako tudi dobrega je več in je strašno nepregledno. To je zdaj res, mislim, vidimo sam drevesa, no. Gost je zelo težko videti, kaj se kje dogaja, tudi kaj so nacionalne literature, recimo, a je to dejansko, ne glede na to, da je bestseller, to pomeni, da je ruska literatura, recimo zdaj, ne, a kaj to pomeni za rusko literaturo? Jaz si ne bi upala soditi, pa niti ne vem, če je to danes sploh še možno razbrati, no. Tako bi rekla. Po drugi strani pa seveda je res, močne založbe, kot so Mladinska knjiga pri nas, mislim, imajo enostavno boljšo prodajno mrežo in zaradi tega tudi knjiga pride lažje do bralca, medtem ko Litera je vseeno že je že kar 100 km stran iz Ljubljane in to je v Sloveniji že pač nekaj, kar gotovo slabša prodajo. Pričemer literatura ali poslovje še kar gre, ne? Pri teh teoretskih knjigah, ne, pa čeprav razumem, to se pa 300 izvodov tiska, pa se jih, ne vem, 100 proda po koncu. Pa še to so najbrž kar srečni, če se jih 100, ja. Pač tukaj je mali jezikovni trg, to v bistvu ne moramo.
Naslednja sva rekla, da je Buden na vrsti, ne? Ne, tale Viktor. Seveda, Viktor, ja. Celotni naslov je drugače govorica Tretjega rajha, oziroma celotni naslov je pa... Latinsko. Lingua Tertii Imperii. In se v bistvu tudi dotika teh časov, v katere sva vstopila že z Danielom Štajnom, prevajalcem. In sicer je, moj spomin, Viktor Klemperer, ja. Še to pokažemo, ta ima največ listkov, se vi spomnite, en je ven pa tukaj. Dava tako na manj, da se še v tistem spomniš, tako če boste še v knjigarne. Je študiral govorico raznoraznih medijev, knjig, žanrov, ki se je uporabljala v Tretjem rajhu in ugotovil kaj. Ja, v bistvu Klemperer je bil pač jezikoslovec in je pač predaval na nemških univerzah in pač do tistega leta 1933, ko so pač Jude izgnali iz univerz in je moral nekaj predavati in reševalo ga je to, da je bil poročen z Nemko in je v bistvu čist na koncu, zelo na koncu šele doživel pol tudi taborišče in ga k sreči preživel. On je na začetku vojne bil že, mislim, da okrog 40 let star, ni bil mladenič, ni bil ne. In je bil profesionalni jezikoslovec, ki je tudi potem, ko je moral že, ne vem, v tovarni je delal nekaj šravke pa to, je v bistvu to svojo jezikoslovno radovednost in znanje še naprej gojil, ne, za vso traumatično usodo, da pač ni mogel tega več poklicno početi. In v enem trenutku je ugotovil, je opazil, da je v resnici, in to je tisto, kar se da mene tlele na nek način zanima in me tudi gane, kako je v bistvu ideologija začela uničevati nemščino. Kako je nacizem upeljal neko drugo govorico, ne samo drug žargon, ki je bil že skoraj po definiciji bolj vulgaren, bolj grob, kako so se v bistvu recimo žargonski izrazi naenkrat postali uradni, ne? So prešli, da rečem, iz tega spodnega, da rečem, pogovornega jezika so prišli v vse više in više in je seveda potem uporabljal jih tudi Goebbels in Hitler itak, no, in tako podobno. Ampak kako je v bistvu, ne, in to je seveda nekaj, kar nas mora vedno skrbeti, kako ideologija vpliva na jezik najprej na pogovornega, potem na uradnega in kako se potem tudi v knjige zagrize ta novi jezik in kako v bistvu je ta, da rečem, seveda, ves ta nacistični govor izumljal neke nove besede ali pa dajal neke nove pomene prejšnjim besedam, ne. In že kar kmalu na začetku on govori o tem, kako so, takoj, ko se je vojna začela, začeli seveda besno poročati o junaštvu, ne. In seveda, če si imel priložnost ugotoviti, o čem govorijo, je bilo junaštvo pač o tem, da je 100.000 tankov prišlo v 2 male vasi in so vse poklali. Ne? In kako so v bistvu to besedo junaštvo, ki je imela seveda nek pomen od antike naprej junaštvo, pač nekaj, vedno je pomenilo klanje, večinoma, no? Ampak vendarle je pomenilo neko merjenje moči med vojskama ali pa med posameznikoma, zdaj smo videli Iliado, ne, mislim, je bil nek ta osebni impakt, je bila potrebna in pogum in tudi fizična spretnost, moč in skratka ne. Tukaj se je pa za junaštvo nenadoma začelo označevati to, ja, točno to. Najbolj močen vojaški stroj pride in potepta, ne vem, otroški vrtec in je to seveda ta propagandna mašinerija prodajala kot junaštvo, ne. In on je, ne, tukaj propoveduje to zgodbo, da je on skušal celo po vojni, on je v vzhodni Nemčiji živel po vojni in je imel očitno neke kurze in tako, in da je skušal ljudem, pač tem študentom, mladim reči, da pač to ni, da ta beseda, da je to zloraba besede, da je treba druge besede uporabljati, kadar je za taka dejanja. In da so zelo težko sprejeli to, zaradi tega, ker celo kmalu po vojni so vendarle trdili, da to, da si se vendarle v tanku sedel in si se tja moral odpeljati in si tam moral to postoriti, da to zahteva neki
čemu so oni še vedno pravijo našla. Pol je beseda fanatizem, to je obratni primer. Fanatizem, ki je bila beseda, ki je pač veljala za pežorativno, fanatično je bilo vedno nekaj slabega. So jo naenkrat v tej propagandni govorici začeli uporabljati kot pozitivno. In to vse do tik pred koncem vojne je veljalo, ne vem, fanatično maširamo, fanatično smo osvojili, vse je bilo fanatično, ki je bilo dejansko kot neki kompliment, če si za koga rekel fanatično. Potem pa je, ko se je pa vojna začela prevešati, poraz, je pa naenkrat beseda fanatično spet, na neki točki spet nazaj pridobila pomen, kakršnega je imela prej. Se pravi, da je v bistvu ta prehodnost jezika šla v obe smeri, kar je seveda za jezikoslovca, no in on je seveda besno vse zapisoval na majčkene listke, ker ni mogel več imeti papirjev in je tudi skrival, ker sem kar naprej te preiskave doma. In iz teh majčkenih listkov je to po vojni išlo in zato je zelo eklektično in je zelo tako, in v tem smislu je seveda lažje berljivo, ker ni nek teoretski zamah v tej knjigi, ampak so drobne zgodbice, take ganljive, zanimive, tudi komične, recimo. In zato je ta kratica, LTI, je v bistvu ta Liber Terzi Imperi, je ena izmed poglavij, ki je zelo zabavna, to, kako so Nemci, nacisti besno uvajali kratice. Vse so bile naenkrat kratice, ne samo SS, pa SA, pa NDA, pa to, kar smo poznali, ampak naenkrat je bilo vse šifrirano v kraticah, ki so se zdele v resnici na nek način, so bile toliko tujene, da so ljudje poznali kratico, pa več niso vedeli, kaj je. Niso je znali razvozlati v besede, ki kratico sestavljajo. In to je bilo nek seveda učinek, da si se v bistvu bal kratice, da bi se dobro zavedal, česa se bojiš. Mislim, niso imeli vsi opravka z SS-om, ampak so vsi vedeli, da je nekaj strašljivega. Pol pa še grafično zraven, so to tudi dobro zaznamovali, recimo ta SS je v resnici, ta Sharp SS, je v bistvu simbol, ki ima v bistvu že na pol, je v bistvu svastike in tako, Potem je recimo, natlele je noter, v tej CF knjigi za Marino razglednice, pol je tukaj recimo Kolen Klav, se pravi tisti, ki krade premog, je taka zelo vulgarna, ker Klav je v bistvu, Klav je kakor en bolj žargonski, za krajo, lepša beseda obstaja. In tukaj fast in, kakor zagrabi tega, skratka to je že, seveda se ve, kdo je taki krade, ali komunist ali pa jud, mislim, pač pravi Nemci ne kradejo. In ta fast in je čist absolutni poziv, seveda, da ne ljudje vzamejo pravico v svoje roke, ker je to pač zlivo. In tudi so že te, ta SS je že v bistvu ta ista grafika, ki je kasneje tako uspešno bila uporabljena pri bolj znanih. Tako da ta knjiga je meni seveda tako, zdaj pa bom nekaj, če bom našla citirana, z eno tako zelo pesniško formulacijo, on pove, da nas jezik, kaj že, tako trapasto, da ne pove, da je to njegova misel ali je kje drugje vzel, ne da nas jezik piše, ampak kaj nas že nekaj. Ja, jezik, ki misli in pesni zate. Jaz ne vem, mogoče je, da je on to pobral od kakšnega Goethe ali pa koga drugega, ampak ne pove, ker je pač to na ravni zapiskov, ampak točno to, jezik, ki misli zate, kadar dejansko se, mislim, ta poplava tega vulgarnega žargona, ki je naenkrat postala tako rekoč normativni jezik, je seveda mislila za ljudi, mislila je vulgarno misel, da tako rečem. Težko je misliti zunaj besed. In mogoče v tej zvezi, ki smo ravno pri tem obdobju nemškem, ne vem, če ste brali, ampak bolj kot, bom rekla, Thomas Mann je seveda izredno dobro znan, ampak njegov brat, Heinrich Mann, je napisal eno, zame, izvrstno knjigo, mislim, da je celo boljše od vsega, kar je na to temo napisal njegov veliki brat. In to je Podložnik, ki je ime tej knjigi in je prevedena bila že davno in je seveda ta Heinrich Mann je potonil v pozabo, ker ni bil fotogeničen, mislim, zapil se je,
ni bil gospod in ni imel prelepih otrok, ki bi bili bolj seveda reži. No in ta podložnik je izvrstno čtivo za točno to, kako on genialno dobro opisuje to nemško atmosfero še pod kraljem, kako je v bistvu točno ta vulgarnost in pretepi, te burševske druščine mladih fantov, ki so v bistvu šle skozi te iniciacije pretepov, grozno nasilnih obredov, kjer se je bilo treba kar naprej nekaj klofati in ki so tudi osvajale seveda to vulgarno govorico tega spenjajočega se nacizma, kako se je v bistvu formiral ta atmosfera, kako so na začetku seveda ljudje gledali prvo s prezirom kot najstniki, ki se pač pretepajo, potem vedno bolj z nelagodjem in seveda postopoma strahom, ker je bilo popolnoma jasno, da stvar ne. In to seveda tudi Klemper govoril v bistvu izvrstno, kako so ljudje, kako so Nemci to počasi in brez vsakega javnega ali pa odločnejšega revolta pustili, da jih je preplavil tudi jezik, mislim, in seveda nacizem. In prav preko jezika je preplavil tudi tiste, ki mu to niso želeli pustiti, ne bolj kot bi si to želeli. Ja, v bistvu se je jezik zamenjal do te mere, da je seveda tudi on sam je rekel, kako je nekatere besede ponotranil. Čeprav kot jezikoslovci je vedel, da niti etimološko, niti skozi zgodovinsko rabo to ne pomeni tega, kar danes označuje, ampak dobro, to je tak jezikovni razvoj je vedno tak, da tudi beseda seveda se spreminja in da pomene zamenjuje to. Ampak tukaj je bilo res dramatično, kako je on gotovo, kako sam ponotranja nek ta udarni govor. Kaj pa ta knjiga govori o današnjem času? Kakšen jezik je danes na delu? Ja, mislim, mogoče v današnjem času najbolj vidimo to zlorabo jezika v politiki, ker je pač najbolj navzoča zdaj. Mislim, dejansko politika zlorablja točno jezik. Nekaj, kar ona poimenuje varčevanje, seveda ni nikakršno varčevanje. To je enostavno odvzemanje, to je kraja, to ni varčevanje. Mislim, če nekdo hoče varčevati, naj gre na banko, pa naj si tiste $3, če jih še ima pač veže, da bomo vse obresti. Mislim, tukaj se dejansko, jezik je v službi seveda teh ideoloških aparatov in uporablja te eufemizme, te lepše besedice, ki so celo rahlo krščansko obarvane, saj vemo, v besedi dolg je bilo zdaj zelo veliko analiz, kako je v Nemčiji dolg, šult je, hkrati dolg je tudi krivda in kako se v bistvu uporablja nek diskurs oziroma nek nabor besed, s katerim v resnici zakrivajo to, kar v resnici počnejo in to je seveda, da nas pač tiščijo na kolena in da nas ropajo na vsakem koraku. Tukaj je gotovo, pač politika je mogoče zato najboljši primer, ker je to najbolj eksplicitno vidno. Gotovo pa so še kakšna področja, ko se to rano povedi, ampak se ga zdaj ne spomnim. Kako pa se je možno upreti temu jeziku? Ker se mi zdi, da včasih mogoče, ne vem, pri kmečkih puntih si vedel, kdo je feudalc, pa si se lahko že opuntati, da zdaj pa to, čemur bi se bilo treba upreti, deluje nekako tudi abstraktno in skrito spet pod neke kratice, ne vem, in tako naprej. Sploh pa, kar pa pronica skozi jezik in je deluje tako globalno, tako univerzalno, pa človek sploh ne ve, deluje nekako neizbežno, pa najbrž ni, ali je? Ja, jaz ne vem, če so oni tlačani kaj bolj dobro razumeli, kaj se dogaja v nekem oddaljenem gradu, kot mi. Seveda, tisti puntarji so mogoče vedeli, ampak večina ljudi absolutno ni imela vpogleda v to, kaj se dogaja, razen tisti, ki so mogoče krompira hodili tja lupiti, pa so kaj videli. Tako da na nek način seveda je Evropska banka graščina, ki je nam nedostopna in zato se mi je zdelo zelo lepo zdaj, ko se v Frankfurtu tele protestniki tam pač malo zasmodili zaradi tega, ker so, ne vem, če so pazili, ampak dejansko so potem simultano z temi protestniki kazali to inauguracijo, to otvoritev te zgradbe in je bil tam ta Draghi, ta predsednik Evropske banke in še nekaj teh modelov in so bili, to je bil science fiction.
mislim, ne vem, to je letno 150 nadstropje, bilo je okrog in okrog steklo, bili so kar na nekem futurističnem krožniku, ki jih bo ponesel direktno v nebesa. In bili so pa kot karikature, vsi zoperirani in sončeni in v enem takem krču srečen, da so si to graščino zgradili in spodaj pa dim in gorijo avtomobili in mislim, to se je mi zdelo čisto feudalni prizor, bolj feudalnega skoraj da v zadnjem času nisem videla. In ja, in pol pa te dve govorici, ne, govorica na cesti je tisto, ne kradite nam, oni imajo pa to sofisticirano govorico ekonomskega razvoja, indeksov, kazalcev, ne vem, v bistvu dve paralelne govorice. Mislim, da lahko naredimo točno to, da to govorico analiziramo, jo razkrinkavamo in na ta način seveda vsaj delno demontiramo to auro, ki nam je prodajeno. Tudi pravzaprav ta govorica napredka, da smo šli iz sužnje lastništva v feudalizem, v kapitalizem, ki pa zdaj se lepo sliši, ne? Pravzaprav pa tudi, če bi današnjemu času rekli sužnje lastništvo, verjetno za zelo veliko množico ljudi je enako. Tako sužnje lastništvo, kot je bilo v Rimskem imperiju. Ja, ne, seveda, predvsem velik del tretjega sveta je tako in pol so vzela Šiški že dejansko po politični ureditvi, ampak jaz sem slišala, da je v Evropi približno milijon sužnjev v ilegali. Po teh, v kmetijstvu, ne, zelo veliko, te španske velike farme za zelenjavo, ne, in tovarne, popolnoma prekrite tovarne v Nemčiji, v Franciji in menda, pač milijon sužnjev, to pomeni sužen v smislu, to nismo mi, ne. Sužen je človek, ki nima identitete, ki ni zabeležen njegov obstoj in ki je absolutno vse, kar za delo dobi, je minimalna hrana in nek kotek, kjer lahko za par ur leže. No, milijon jih je menda ta trenutek, če ne že več, zdaj med tem, ko se pogovarjava. To so ilegalni prebežniki, ki jih v bistvu enostavno čakajo, ne, ti trgovci z sužnji in jih potem hitro v neke kleti pozaprejo in seveda oni so srečni, da jih niso nazaj poslali in nikoli več ne pridejo ven, no, mislim. In tako da ja, seveda, mislim, razvoj ni linearen in to, kar smo mi verjeli še 30 let nazaj, da bo vse boljše in boljše se zdaj pokazalo kot čista utopija. Večja utopija, kot je bila ona iz 17. stoletja. In o tem govori deloma tudi Boris Buden v knjigi Cona prehoda, ki je naslednja na spisku, ne, če sem se prav zapomnila. Mislim, da je bil pred 2 meseca nazaj, tudi tukaj, v Zgodbovi hiši literature. Kako pa se je znašel na tem kupčku? Ja, meni je seveda bilo zanimivo to, ker je pač, on je iz Hrvaške, ne, čeprav ta knjiga napisana, prva knjiga, ki je v Nemčini napisana. In ima seveda v pogled, živi pa v Berlinu in tam predava, in ima v pogled, da rečem, v to naše okolje in to, kar se pri nas dogaja, in seveda v ta zahodni, da rečem, teoretski krog in to. In tisto, kar on res tako zelo dobro in upozori, sej sem to že druge tudi zasledila, ampak on to naredi, kot se reče, v enem zamahu, ne. In naredi to, da pač pove, da je tranzicija dejansko propadla zaradi tega, ker je v bistvu Zahod od nas, ker je Zahod tranzicijske države, tako bom rekla, spravil naraven otrok. Povedal jim je, da so sicer res, da najhujše režime razbili, ampak da nič ne vedo. Ne vedo, kaj je prava demokracija. In zdaj bomo mi povedali, kaj je prava demokracija. In ta recept, kaj da je prava demokracija, so dejansko oni formulirali točno v času, ko je demokracija na Zahodu začela besno propadati. Se pravi v 80-ih letih. V 80-ih letih je bilo že popolnoma jasno, da je demokracija postala popolnoma ogrožena od kapitalskih pritiskov, da se je začela demontirati v Ameriki že prej, ne, že v 60-ih, 70-ih socialna država, da je v resnici se začel ta clash med demokracijo in kapitalizmom in da je šlo samo še navzdol. In zdaj pač njegova teza je, da so v resnici imeli ta večvrednostni, zdaj govorimo o teoretikih, ne o ljudeh,
da so imeli ta večvrednostni kompleks, da so enostavno pozabili lastni problem demokracije in trka s kapitalizmom in nam prodali neko idealno, se pravi vzhodnim politikom, na tej strani se bi pač te nove garniture politikom, prodajali neki model, ki je dejansko že pokazal vse svoje gorje in vso svojo zablodelost in tako naprej. In seveda porezali vse ideje takrat na začetku, da bi mi lahko recimo vendarle izumili neke nove oblike družbenega organiziranja ali pa neke nove oblike ekonomskega organiziranja. To je bilo takoj proglašeno kot utopija, spet kot utopija, in seveda je bil usiljen ta en zveličavni model, ki naj bi najbolj ustrezal duhu demokracije, pri čemer ni bilo ne pogojev, ne pri njih ni funkcioniral, ne pogojev ni bilo pri nas. In seveda vemo, da je z demokracijo, da je prišlo, da je ta kapitalizem prinesel od denacionalizacije do privatizacije, do teh velikih kraj, ne samo v Sloveniji, ne samo v Jugoslaviji, ampak tudi po drugih vzhodnih državah, ki so v temelju začeli onemogočati demokratične procese. In to se mi zdi zanimiv pogled, in dejansko zanimiv mogoče zato, ker se jaz seveda spomnim te naše naivnosti iz 80-ih let. Mi res takrat nismo uvideli, nismo dovolj poznali, eni so bili starejši, pa so mogoče vedeli kaj več, ampak ta naša iluzija, da demokracija na Zahodu funkcionira in da je pač model, ki ga je treba absolutno preplonkati in brez novih refleksij, je bil res zelo močen. No? In to se mi danes zelo dobro pokaže. To je ta prvi del, drugi del je pa ta postsekularna družba, kot on reče, to, kako je pa v bistvu z političnimi spremembami seveda se cerkev vrnila skozi velika vrata nazaj v družbo. In njegova teza je, ki se meni zdi zelo zanimiva, ki se seveda tudi skozi o tem sprašujem, je ta, da je v bistvu religija zavzela mesto kulture. Da religija ni več vprašanje vere, pa on seveda zelo dobro navaja neke hrvaške in srbske te duhovnike in pope, ki dejansko prav deklarativno pravijo, ni važno, da veruješ. Ni važno, da veruješ zaradi tega, ker je krščanstvo tvoj kulturni kontekst, tvoja kulturna zgodovina in vera tle več enostavno ne igra. Se pravi, da kadar, zdaj citiram Budna, on pravi, kadar se sprašujemo o veri, se ne sprašujemo o pravi stvari. Zaradi tega, ker politična moč cerkva, inštitucij, se več ne opira na vero, ampak se opira na kulturo. Na kulturni pot zamenjala je kulturo in to v trenutku, ko je družba začela razpadati in se je lahko v bistvu kot kultura ponudila. To se mi zdi, meni se zdi to dosti dobra razlaga, zaradi tega, ker samo z vero ni mogoče pojasniti. Premalo ljudi res veruje, čisto premalo ljudi pač hodi v cerkve, spoštuje verske obrede in tako naprej. Premalo, da bi se človek lahko pojasnil, da je dobila tako moč. To, da 3 stare mame stojijo pred porodnišnico in tam kruljo proti ženskam v porodnišnici, to je nekaj, kar ni mogoče pojasniti z njihovo vero, ni mogoče niti pojasniti samo s politiko. Zdi se mi, da je ta argumentacija, lahko si čisti pogan, ampak tebe je definirala krščanska kultura, je argument, ki vsakega dejansko spravi na kolena. Mislim, večino, ne? In to, da so v Evropskem parlamentu dosegli, da se je to upisalo, krščanstvo kot baza... Evropskosti in demokracije. Ja, baza evropskosti, baza naše identitete, se je zdelo kot dejansko neka kulturna debata, v resnici je imelo pa pač implikacije, ki so daleč presegle to, da so cerkve lepe, pa da nabožno slikarstvo ima svojo vrednost in tako naprej. V bistvu so zaposedle položaj, v bistvu so zaposedle prostor, ki ga je razpadla družba, pustila za sabo. To je pač njegova teza. Meni se zdi to odlična teza. Ne vem, če čisto drži, ker nisem dovolj pametna, ampak me pa intrigira. Pa misliš, da v drugih časih, recimo, ne vem, si predstavljam, da mogoče v srednjem veku enako glih ni bila stvar tega, da bi toliko verovali, ampak da mogoče
Ni bilo dobro, da te inkvizicija se že kaj Ja. Ampak mogoče je bil vmes nek čas, ko bi se lahko obrnili drugače v neko sekularno družbo. Mislim, se je že, ne? Se je zato govoril o postsekularni družbi, ker se je zdelo, kot si prej omenila, da bo razvoj šel nujno v to vedno večjo sekularizacijo in da bo vera dejansko postala nekaj intimnega, nekaj zasebnega, nekaj absolutno neproblematičnega, ampak bo imela dejansko mesto v zasebnem in v seveda znotraj cerkva in znotraj pač teh verskih ustanov, kakršnakoli vera že bo. Skratka, nekaj, kar je, da rečem, civilno-družbeno, ampak nima mobilizacijske politične moči. Ne? In ravno ta vdor, da rečem, religioznega, ki kot on pravi sploh ni religiozno, ampak se je v resnici prelevilo v kulturno, v obči diskurs, v to, da res zdaj je vse navzoče, to on pač pojasnjuje na ta način. Ali je bilo prej drugače, sprašuješ? Ne vem, jaz mislim, da dejansko je bila cerkev seveda vedno totalitarna ustanova in vedno je seveda ravno v srednjem veku imela neverjetno politično moč oziroma večkrat večjo kot politika, oziroma sploh jih ni bilo mogoče ločiti. Ampak, če kaj je razvoj pač ravno to ločil, mislim, pač od francoske revolucije naprej je pač bila cerkev ločena od države in trend in zgodovinski razvoj je šel v to smer. Da se bo točno to, da se bo vera ločila od upravljanja javnih stvari. Ne, da se bo prepovedala, ne, da se jo bo zatiralo, ampak da bo ločena, zaradi tega, ker bi morala država biti bolj inkluzivna in se pravi tudi vključiti nevernike in različne vere. To je bil namen. Zdaj kaže na to, da v bistvu ta hegemonija vere možna ravno zato, ker pač politika nima moči oziroma druga politika nima moči, država, družbeno tkivo pa tako razpada, da je to postalo kot neko vezljivo. Mogoče tudi v islamskem svetu, pa koncev v Aziji, hindujski nacionalizem v porastu in tako naprej, sprav nek širši pojav tudi zunaj krščanstva. Ja, islam ima verjetno neko drugo pozicijo zaradi tega, ker islam se je tam začel krepiti, ko je postal, ko se je dejansko začela bolj formirati ta resna politika, ker so pač prešli v nek politični, bolj modern politični sistem in predvsem kot odgovor seveda na to, kar se je dogajalo, kar je Zahod povzročal njim. To je nedvomno reakcija. Kako bi, seveda, tukaj je vedno popolnoma absurdno reči, kako bi razvoj potekal, če se Zahod ne bi vmešaval, oziroma urejal stvari po svoje. To je popolnoma nemogoče reči, zaradi tega, ker naša zgodovina je pač kolonialna in za nobeno državo ne vemo, kako bi funkcionirala, če ne bi bila zgodovina taka, kot je. Ampak tukaj verjetno res med vzrokom in posledico ni tako velikega koraka, da se ne bi dalo to videti. Zelo zanimivi razmisleki. Prej smo se ustavili pri mamkah, ki stojijo pred porodnišnico in od tu morda lahko stopiva tudi v svet naslednje knjige, ki se ukvarja z biološkim in družbenim spolom, ki je tudi v marsičem je feminizem kazal, da bo razrešil določena vprašanja, ki pa se danes akutno vračajo, tako z vprašanjem družine, pravice do splava, kot tudi tega, kaj sploh je ženska. Skratka, spet smo v nekih miselnih okvirih, ki so se, če do nedavne razleli, že povsem preživeti. Zdaj, moram povedati, ta knjiga je dejansko znanost, to je biologija in to ni, čeprav je pač spremno besedo je napisala Milica Antič-Gaber in je skratka je sociološka spremna beseda, ampak knjiga je meni ravno zato zanimiva, ker se opira na empirijo, na znanost in še pokaževa, torej Anne Fausto Sterling, biološki družbeni spol, biologija v družbi. In noter je pač seveda so take zelo resne znanstvene scheme, ki jih jaz nisem nič kaj dosti razumela, ampak
Tisto, kar je zanimivo, je to, da ona izhaja pač iz nekih znanstvenih ugotovitev, pri čemer ves čas preizprašuje seveda znanstvene ugotovitve, zaradi tega, ker pač ve, kar mora vedeti vsak pametni znanstvenik, da lahko naslednje in nadaljne raziskave že uvržejo sedanje ugotovitve. Ne? Pač ta epistemološki, da rečem, razmislek o tem, da znanost seveda producira tudi popolnoma zmotne teze, ki kar dolgo časa lahko funkcionirajo in delajo neizmerno škodo. Tako da se seveda tudi vidi skozi to knjigo, kako je ta znanost o spolu se razvijala od 60 let, recimo tam približno, mislim, da je najstarejši citat, do danes, ne? In kako je na znanost vplivala ideologija. Ne? In v tem smislu je, mislim, zanimivo je, ker recimo ta naš diskurs tlele zdaj, ne, v zvezi z temi istospolnimi, se skozi sklicuje na naravo. Ne? In zdaj ona pa je naravoslovc. Ne? In ona zdaj seveda dokazuje, da v naravi, da ne govorimo o isti naravi, da je narava sama po sebi popolnoma enigmatična in da ni mogoče v bistvu ločiti med naravo in vplivi družbenimi. Zaradi tega, ker družbeni vplivi ali pa na začetku družinski vplivi neposredno učinkujejo na fizis, na neurologijo, direktno na razvoj, recimo, možganskih sposobnosti. Se pravi, ni a priornega razvoja možganov, ki bi ga človek podedoval, ni naravnega stanja mojih možganov, dokler te moje možgani niso bili podvrženi takim in takim vplivom, da je iz njih nastalo to, kar je. Lahko smo s tem zadovoljni, ali pa nismo, kaj je iz njih nastalo. Ne moramo pa se sklicevati na to, da je to v bistvu posledica moje genetske, kromosomske strukture in tako naprej. In to je prvo. Drugo je, da ne obstajata dva spola. Mislim, vsi zdravniki in vsi biologi že zdavne vedo, da je spolna ločitev enostavno schematska in je preprosta, zaradi tega, ker je večina ljudi vendarle seveda enega ali drugega spola, da so pa vmesna prehajanja pomembna, da je ogromno seveda teh učinkov, za katere se sploh ne ve, se v zadnjem času so ljudje, je veliko bilo o tem napisanega, da recimo ta hormonska terapija, da se tako ironično izrazim, ki jo ljudje popijemo preko vodovoda, ne, zaradi vseh kontracepcijskih tablet, da dejansko že vpliva na spol, ne, da se dejansko veliko več otrok rojeva, ki so v bistvu na nek način med spoloma, pri katerih zdravniki ne vejo kaj, pri katerih se raje odločijo, da bo fantek, če tudi indici kažejo na pol poti, kar kaže na to, da je seveda moški spol še vedno bolj zaželen družbeni spol. Ne? In skratka, da je absolutno neumno klobasati o naravi tam, kjer narava prvič niti ni preiskana, drugič pa sama po sebi povzroča neke stvari, ki jih tudi znanstveniki ne razumejo. Da o družbenih vplivih seveda ne govorim. Tako da meni so simpatični sicer taki, jaz sem tako nek amaterski biolog, in meni so simpatične zgodbe o ribah, kjer en ribak tam eno ribico besno osvaja in potem tam si mešata tiste svoje jajčke in tisto, in potem pride drugi, ki je premajhen samec, da bi lahko tega spodrinil, zato se kamuflira v žensko. Mislim, je travestit, no? Našeni se v žensko, zato da ga ta velik samec ne napade in ne odžene, in se prštuli zraven v to gnezdo in on se mogoče celo se mu zdi, da ima mača, pa ima dve, in v resnici seveda spusti to svojo spermo na ona jajčka in reproducira svoj ubogi, kilavi, da rečem, genetski material, ne? Skratka, prevara tega mačeta in v bistvu seveda nadaljuje vrsto, da rečem, danes bi travestitev, gejev, ne vem, copat, kako vse se tem nepravim moškim reče patriarhalni diskurs ima to, ne? Mislim, skratka, narava je polna travesti, ne? Narava sama po sebi ni enosmerna in ne gre tako, kot bi si mi želeli, in tle noter seveda je cela vrsta nekih risk in na to, ne, kako, ne, ampak med drugim, recimo, so delali eksperiment med punčkami, ki so imeli vse igračke v roza in fantki so imeli vse v planu.
Ne? In so ugotovili, da do 2 let v bistvu sploh niso odreagirali. Ne? In odreagirali. Potem je pa dejansko začela delovati, ne? Kultura in so začeli imeti radi tisto, kar so primarno v bistvu zaznavali prek oči, prek, ne? No? Recimo ona, mislim, da v 8 mesecih otroci ločijo že moški in ženski obraz, ampak že tudi kladivo in kuhlo povežejo s spolom. Se pravi, da je v bistvu, da je njihova družbena vloga, da rečem kuharc ali pa mehanikov, že grozno hitro določena, preden sploh vejo, kaj je kuhla in kaj je kladivo. Tako da potem govori o gibu, kako ponavljajoča vaja v resnici vpliva na telo in vpliva na razvoj možganov. Tukaj bi seveda jogi rekli ja. Jogi ti rečejo, delaj, ne sprašuj. Delaj toliko časa, boš delal, da boš razumel, kaj delaš in da boš nekaj pa. In to so recimo stvari, ki so zunaj teh siceršnjih socioloških raziskav o tem, kako se družbeni spol tvori, ker ona naredi en tak manjši premik, ker se v bistvu, kako bi rekla, sociologija ponovadi ta družbeni vpliv na nek način definira kot nek pritisk. Ona pa upelje to načelo vodja, zakaj se pravzaprav človek za nekaj odloča in zakaj ne. In vse to vsi poznamo, mislim, ja, otroci imajo baje radi makaron. Mislim, to, ko sem jaz to prvi slišala, sem res padla narediti, pa to moraš biti pa res. Mislim, seveda ima rad makarone, če mu cel življenje makarone kuhaš. Kaj po, ali on v Braziliji ima pa rad mango, ker je bolj pameten, ker mu je mango mislim. In to, kako je ta pogojenost z neštetimi, se reče, drobci v bistvu tvori na čisto fiziološki ravni. Potem je raziskava podgan v dobrih razmerah in v slabih razmerah. Kadar so podgani v slabih razmerah, se recimo samcem bolj razvijajo možgani. Če tudi malo hrane, pa neugodne okoliščine. Ko so razmere dobre, se ženskim, se samičkam bolj razvijajo. Tukaj ona seveda večkrat reče, nimam pojma, ne znam vam povedati, kaj se dogaja, ker mi sami še ne vemo. Ampak je zanimivo, mogoče ženske pač rabimo malo boljše življenje. Zdaj ratamo pametne, več pa malo bolj navidno. Vsaj podgani. Ja. Ampak hočem reči, znanost je polna teh intrigantnih raziskav in tukaj noter je našteti. Eni deli so nebrljivi, jaz nisem razumela niti 5 besed na stavko, ampak eni deli so popolnoma poljudni, vsakemu razumljivi. In so strašno zanimivi ravno te eksperimenti. Kako v bistvu, in tudi to, kako so eksperimente, seveda znanstveniki vede ali pa ne vede ponarejali, ker so hoteli imeti končne rezultate. In končni rezultati so bili pač ideološko pogojeni, da so hoteli odkriti, da imajo moški večje možgane, ali pa da so bolj pametni, ali pa da so ženske nagnjene k nežnim napevom. Ja, res, in je hecno, ker to ni bila neka kvazi znanost, ampak jo je čas pozaznamoval, da so smrtno resno verjeli in nastavili eksperiment skupine, te, kako se reče, kako je ta skupina, ko verificira druga skupina. Skratka, nastavili so tako, da ni mogel biti izid drugačen, kakor so se ga želeli. In niso opazili lastne zanke, v katero so se vljeli. Tako da cela vrsta noter je res zanimivih. Recimo med drugim, to so dosti nove raziskave, da so ženske seksualno bolj fluidne kot moški. Da enostavno zelo veliko večji odstotek heteroseksualnih, biseksualnih, lezbičnih in neopredeljenih žensk v resnici lažje fluktuira v spolni preferenci kot moški. In zdaj bi človek rekel, ok, ženske imajo manj definirano to spolno identiteto. Ona pravi, bojimo se hitrih rezultatov. Mogoče je dejansko v moških kulturno dosti močnejši, hujši problem. In je res, lezbijke so vseeno manj preganjene kot homoseksualci. Tako da mogoče ta fluidnost je zatajevana, to ona vedno opozori. Kaj pa če je poskus v bistvu lažniv, ker so lagali. Se moški nalašče odločijo zatreti recimo to fluidno spolno naravo zaradi tega, ker poznajo grozne posledice, zaradi družbenih privilegijev, ki jih na ta način izgubijo.
zanimivo je, res je zanimivo, ker v bistvu ko analizira, kako znanost funkcionira, stisnjena od različnih, seveda, družbenih pritiskov. Zelo zanimivo. Na nek način odgovor na vprašanje, zakaj se ženska ne rodiš, ampak postane feminizem. Jaz sem moška, ker sem še pri čemer je tukaj res izhaja iz biologije. No, in tudi pove, da dva kromosoma, čeprav sta kromosom za moške in ženske še vedno ne pomeni, da se bo na koncu rodili moške in ženska. Negodalni spoli. Stvari so veliko bolj zapletene, kot smo si pač predstavljali, kot si je tudi znanost predstavljala do nedavnega. Zelo zanimivo. In na koncu prideva do ene najzvrstnejših ženskih pisateljic, katere srečna številka je očitno 13, namreč leta 2013 je dobila Nobelovo nagrado kot 13. ženska. Sicer pa so jo že ob izidu njenega prvenca poimenovali za sramežljivo gospodinjo, kar lahko mogoče naveževa na to družbeno debato, na družbeni spol. Alice Munro, ena velika dama, kratke zgodbe, mogoče bi temu rekli celo novela, kratka zgodba. Knjiga, ki Tanji navzven sicer ni všeč, ampak navznoter pa ne. Mislim, prav, to je tako, če imaš status gospodinje, ti potem naredijo pa takole naslovnice. Pa ne, pa sej mislim veliko naslovnice ne nagražno. Tole sem pa za konc brala, zato, ker se mi je zdelo... In to Ljubo življenje. To je njena zadnja knjiga, za katero je obljubila, da je zadnja, zaenkrat mislim, da obljubo še drži, ne? Tukaj noter so tudi neke dve končne zgodbe, ki sta na nek način postalo so zgodbe ali novele, potem pa naredi kar nek prerez, grafični rez, in kot da je to nek dodatek, kot nek epilog ali kaj. Ona sama nekako to zaznamuje. In tako da so te bolj autobiografske kot sicer. Čeprav meni se niso zdele, če ne bi bilo te opombe, ne bi opazili. Mislim to, da je dobila ona Nobelovo nagrado, je strahovita pomota tega stroja, ki sicer melje, Nobelove nagrade, zaradi tega, ker je pač res tako posebna, da je zelo nenavadno, da so jo prepoznali. Ravno zato, ker ni imela tega velikega literarnega backgrounda, ravno zato, ker res izhaja iz tega gospodinskega opazovanja, iz tega najbolj drobnega, najbolj majčkenih premikcev. Res je kaj ena taka neverjetna opazovalka, medtem ko kuha, štrika in otroke komandira, v bistvu opazuje. Se zdaj je pač že zelo stara, ampak in za vse generacije ima neverjetno možnost, kot se reče, tega vživetja, kot se reče. In skozi to knjigo je res zanimivo, ker začne v bistvu tako z nekimi srednjimi leti, z neko žensko, ki je neki pisateljica, seveda neka malo bolj neuveljavljena, rahlo spodletela in nekam gre in se počuti pride v društvo pisateljev, in seveda je noben ne pogleda in je čisto nesrečna in potem se tam nekaj napije in seveda se zblamira. Seveda, mislim, te najbolj vsakdanji mali drobni dogodki jih ona zna na tako neverjetno dober način približati, tako jih zumira, ne da bi se pokazali neke hude drame, ker nikoli ne izreče v resnici drame. In veliko krat pusti sploh odprte odgovore. Kaj se bo zgodilo? Pol je tam seveda vso pijana en moški naložil avto in jo nekam odpele in pol v resnici nekako nas pusti v odprti situaciji, ali se bosta srečala, ali je to res kaj pomenilo, ali pa nič. Zelo veliko krat se male stvari na nek način nakažejo, se odprejo, pa seveda se ne zgodi nič. In tega niča nikoli veliki pisatelji niso popisali, ker spodletele priložnosti pač niso zelo seksi. Zanjo pa so, zanjo je pa točno ta potencialnost življenja, ta možnost, da bi se nekaj zgodilo prelepega ali pa strašnega, in se ne zgodi na nek način že dovolj, da se v bistvu tega loti in da to psihološko stanje, ki s to možnostjo nekako mora pol handlati, ti junaki, to je v resnici zanima. Bolj kot razplet. Razpleti so ponavadi zelo promptni, zato ker
na nek način kar na hitro pol končali, pa kar na sredi nekje odseka, pa nas pusti, da kaj zdaj, no. In recimo, pol na te male punčke, ne, mislim, otroke, res je, da ima več manj ženske like, kar je pač verjetno je to. Te deklice, ne, ki so v bistvu, te oči, ki vse že razumejo, ne, ki vse vidijo, ki vse na nek način dobro čutijo, ampak ne znajo čisto še dobro slike sestaviti. Ne. To je neverjetno to, kako to otroško perspektivo tega na nek način intuitivnega uvida zadane in hkrati pa pusti nikoli pol ne nastopi z pozicije, da rečemo odraslega avtorja, ki bo pa zdaj dodatno dal neko pojasnilo. In noter je zelo veliko nekih ljubezni in nekih spodletelih ljubezni in nekih grozovitih razočaranj, ki se potem spet kar na nek način obrnejo in se življenje spet, mislim, v tem smislu je zelo zanimivo, ker kot rečeno, nek romanopisec z velikim R bi tisto dramo pregonil do konca in noben se več ne bi vprašala, se bo ona pol pobrala, se bo on pobral od te tragedije, kaj. Ona v bistvu, ta dramatični vrhunec enostavno ga sploh kar enostavno gre naprej, no. In mislim, da je zadnja ali predzadnja zgodba ta njena kot avtobiografska, se mi je zdela zelo zanimiva, je to neka deklica, ki začne počasi po noči, se ji začne sanjati, oziroma tako med sanjami in sanjarjenjem, da ubija svojega bratca, ki ga ima pravi zelo rada in nima z njim nobenega problema. In zdaj ta mladost, mislim, da je stara kakšnih 12-13 let, ta grozljivo preganjanje, ki ga zdaj ta deklica pač čuti, ker se ji zdi, da nekdo, ki ima take sanje, je absolutno zel in to pomeni, da je, ne, kaj narobe, no. In pol seveda ne spi, cele noči pred hišo na pragu sedi in premišljuje in se boji zaspati, da ne bi slučajno spet, ne. No in potem enkrat jo zaloti oče, zunaj na štengah in ona mu v tisti stiski pač pove za te sanje, ne, gospod je že zaspal. Razumem, jaz bi to prav. In mu pove te sanje in on odreagira na nek najbolj normalen način možen, ne. Čeprav seveda vsi pričakujemo v tem suspenzu, da se bo zgodilo nekaj dramatičnega. In on reče, ja, to ni nič hudega. To je že minilo. Tako popolnoma indolentno, mislim, brez vsakega. In ona je v tem momentu seveda popolnoma odrešena, ker če se to njemu ne zdi nobena drama, potem lahko po noči poljem tam malo lahko krčem, to nima teže. To za moje življenje več nima te teže. In taki neki minima, in tukaj, oziroma to, da je to avtobiografski del, no, je očitno v bistvu točno to hotela povedati, kako se neke travme zaredijo v nas, ne vemo kdaj in kdo in kako jih je zaplodil, ali kaj je bil ta razlog, kot bi ta biologinja rekla, je bil kakšen genski, ali ne vem, kakršenkoli input, in nas potem rolajo, ne, in bi lahko bile seveda usodne, ne, to bi lahko preraslo, mislim, v eno tako orang, ne, vse življenjsko travmo, ampak z nekim srečnim naključjem prave besede se razpusti nekaj, kar se zdi, da je vse obvladujoče. No. In v tem smislu je ona, v bistvu ona piše o dobrem človeku. No. Ona govori točno o tem, kako neka dobra beseda, ki jo človek izreče po naključju ali pa tako mimogrede, kako lahko v bistvu neko fantazmo razbije in demontira v trenutku. Na nek način dejansko govori o takih angelih, kot je danes stanje. In tako smo naredili en lep krog. Zanimivo je mogoče samo še takšna anekdota o tem, kam se ocenijo nekatere tvoje knjige, ki kot recenzentka tudi zelo veliko dobiš in sodobna stanovanja niso take ogromni dvorci, v kateri bi bilo mogoče imeti velike knjižnice in kakšna je usoda potem nekaterih tvojih knjig. Ja, to so se prej s Tino pogovarjali pred začetkom, ker je rekla, da se seli in seveda največja buka vsem nam je selitev knjig. In to, da bo pač knjige odnesla v antikvariat in jaz sem pač odkrila, ker živim v Stolpnici, zelo eleganten način in enostavno knjige, ki jih več ne rabim,
odložim na nabiralnik. Jaz tudi to delam. Evo, no, a ni to najboljš, ni jih treba nikamor nositi, anonimno je, ljudje so popolnoma prepuščeni temu, da jih vzavljajo ali pustijo. In res zgine čisto vse, res me je prav presenetilo, da so zginjale celo neke teoretske knjige v francoščini, ker jaz nisem nič razumela, se pravi, da je nekdo v stolpnici, ki tudi to razume. Ali pa čistilka vrže v papir. Ne, to pa ne, to pa pri nas ni, ker so zdaj to že etablirano, so tudi drugi začeli to početi, tako da je to. In potem sem tudi dejansko kar kakšne stvari še pustila, ne samo knjige, ker je socialna sestava bloka je zelo mešana, da rečem, so ljudje zelo v pomanjkanju živijo, predvsem v teh malih garsonjerah, starejši ljudje, pa ko je kar nekaj te nove revščine. In so pa tudi kakšne predmete, ki so bili še čisto v redu, no, tam na kasnici začela nastavljati in sem ugotovila, da so ljudje to sprejeli kot neko možnost izmenjave, pri čemer, hvala Bogu, nihče ne rabi nikomu reči hvala in noben se ne rabi jeziti, če knjiga mu ni všeč, no, ker je pač dobil lahko naslednji dan nazaj prinese, ne. To se mi je zdelo pač boljško, da jih tovorim v rukzak, kot ste zdaj v mesto, pa v antikvariat, pa to je cel ritual. To pa kar kroži, tam ta dobrine krožijo. Neka polička je tudi tukaj, ne, za podobne namene. Ja. Tanja, ponavadi se gostom zahvalim s kakšno knjigo, ki nadaljuje ta izbor, ampak ravno zaradi tega, ker vem, da si recenzentka in v tebi roma več knjig, kot jih lahko ostane, sem bila zelo precepu, kaj je sploh primerno, tako da na koncu sem se odločila samo za en droben knjižni zaznamek, ki naj najde med temi listki, upam, da mesto. Hvala. Tako da res najlepša hvala še enkrat, da si bila nocoj moja gostja. Hvala vsem vam, ki ste prišli in se družili s Tanjo Lesničar-Pučko in njenim knjižnim izborom. Prihodnji mesec se vidimo spet prvi četrtek v maju, kar je 7. maj, ne? Če se prav spomnim, 7. maj, ko bo z nami mladi filozof Gregor Moder.